No, tako, ljubčki moji zlati, zdaj pa le pridno papajte, da boste veliki in močni. Vlada je prejšnji teden sprejela rebalans proračuna za leto 2013. V proračunu bo po novem manj sredstev za vlaganje v bolnišnice, železnice, kmetijstvo, gospodarske spodbude. Skrčila se bo poraba zunanjega ministrstva, ministrstva za obrambo, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Manj bo tudi sredstev za infrastrukturo in prostor. Najbolj bodo pa morali zategniti pasove na ministrstvu za zdravje, ki bo dobilo kar za petino denarja manj. Del prihranjenega denarja bo vlada Alenke Bratušek tako lahko namenila za najnujnejše izdatke, kot so urad nekdanjega predsednika republike Danila Türka in urad informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar, medtem ko je priboljšek za upokojenega bivšega predsednika Milana Kučana že vseskozi zagotovljen v obliki dodatka k pokojnini. Urad bivšega predsednika Danila Türka bo po novem dobival 6-krat več sredstev kot doslej. To je nujno, saj je do sedaj letno prejemal le malo več kot 40 tisoč evrov, kar je, milo rečeno, škandalozno. Ob tem naj spomnimo, da ta znesek ne dosega niti polovice zneska, ki ga je Danilo Türk pred leti potrošil za en sam polet v Sarajevo. Če bi se na podobno pot odpravil danes, bi moral denar za povratek zbirati z nabirko na Baščaršiji. Dobra stara Baščaršijo, ja sam tebe poželio, volim pjesmu kad se pjeva, Vlada je 50 tisoč evrov več namenila tudi uradu informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar, ki je prav te dni s piškotki razveselila številne uporabnike interneta. Čemu je bilo to povišanje potrebno? Zaradi varstva osebnih podatkov žal nismo uspeli izvedeti. Časi so težki in sreča je, da imamo izjemno premierko, ki zna z lekarniško natančnostjo razdeljevati tisto malo, kar nam je še ostalo. Ker prej smo imeli pa štalo. Sem zadnjič enkrat rekla, ko sem prevzela vlado, je v naši državi gorelo in res je gorelo. Ljudje so bili na ulici, v javnem sektorju je bilo nezadovoljstvo in jaz mislim, da smo uspeli na nek način to pogasiti. Gasilska vaja je torej uspela, protesti so zamrli, ulice in trgi so opusteli in celo sindikati so zamrznili svoje aktivnosti. Celo Branimir Štrukelj nič več ne našteva. Mi učimo, mi zdravimo, mi negujemo, mi varujemo, mi zagotavljamo, da ta država deluje. Kaj hočemo? Taki protesti so zdaj samo še bled spomin. Vseslovenska ljudska vstaja je poniknila v ilegalo in tudi prej tako glasna civilna družba je čudežno onemela. Nekateri sicer trdijo, da ne drži, da je civilna družba čudežno onemela. Nasprotno, prepričani so, da ima zasluge za takšno utišanje nihče drug kot premierka magistrica Alenka Bratušek. To ji je uspelo, ko je v svoj kabinet kot državno sekretarko za stike s civilno družbo imenovala Tamaro Vonta. Od te genialne kadrovske poteze naprej nima pri nas civilna družba nobenih zahtev več. Med redkimi izbranci, ki jim rebalans proračuna prinaša več denarja, je tudi Klemenčičeva komisija za preprečevanje korupcije. Za pravično borbo proti narodnim zajedavcem se je vlada odločila nameniti dobrih 150 tisoč evrov več. Premierka Alenka Bratušek pač ve, kdo mora biti velik in močan.
No, dajmo, ljubčki moji zlati, eno žličko za zdravstvo, pa eno žličko za nova delovna mesta in čuha puha, eno žličko za posodobitev železnic, pa eno žličko za